A lahko teta Kristi razloži manifestacijo zdaj? Da ti nekdo razloži manifestacijo po domače in zakaj je treba delati na njej. Poslušaj zdaj ti teto Kristi. Okay? Tako res preprosto ti razložim. Kako je sestavljeno polje manifestacije? Okay? Ker včasih ljudje, ki razmišljajo o tem, se jim zdi, da je to nekaj tako abstraktnega, pa da je to nekaj tako, ne vem, nenavadnega, pa zapletenega, in ko ljudje pomislijo na to, da bi manifestirali, dostikrat mislijo, da je to neka ultra bav zadeva, katero lahko manifestiraš sam, če si osvojil Boga milega, pa ne vem kaj še zraven. V bistvu niti se ne gre za to. Zdaj ti bom jaz povedala. Ko greš ti na planet Zemlja, se ti je jasno, kako prideš kot duša. Kako sta tati pa mami naredila tisti biološki del, ti je itak jasen, ti ne rabim razložiti čebelce pa rožce, ok? Ampak, torej tvoja duša se odloči za inkarnacijo, pride do dušnih dogovorov, izberejo se akteri in juhej, evo tebe s culico na rami, greš na planet Zemlja. Ti, ko greš na planet Zemlja, zakaj greš na planet Zemlja? Grem malo pogledati, ker mi je dolg čas, nebesih je vse lepo, ful je svetlobno, pa niti ne vem, kaj bi iz sebe, ker je vse preveč super vino, pa fajn, dajmo si zakomplicirati z nekim planetom, ki ima tudi malo manj fajn stvari, itak da ne. Skratka, ti točno veš, kakšen je načrt, kakšne so izkušnje, zakaj to delaš, kakšen je končni plan duše v njenem energijskem razširjanju in tako dalje. In tebi je to popolnoma jasno. Ker pa bo ta energijska amnezija, ko prideš na planet Zemlja, nastopila, je treba najti eno vžigalco, en trigger, neki, da te bo to spomnilo, zato da boš ti sploh hotela to delati. In to so tvoje želje in sanje. Taran! Zapel je angelski zbor nekje na nebu. To so želje in sanje. Ker želje in sanje so tako močna stvar, to tako v srčni čakri čutiš, to tako čutiš v vsakem delu sebe, da ti ne moreš iti mimo tega, komu to pripada. Ljudje pravijo, pa zakaj si moramo stvari želeti, pa se so brez veze, pa to je pohlep, pa to je materializem, pa čakaj malo, o čem ti to govoriš? Ti si izbrala materialno telo, zato da lahko dobiš neko energijsko izkušnjo v njem. Ne moramo sami po sebi pluvati, ni dobra ideja. In sanje in želje, tudi materialne sanje in želje, so del tega, kar hoče duša izkusiti. In to je tvoje osebno manifestacijsko polje. To je bil cel point tega šova, zakaj si se ti odločila, da sploh priletiš na nek tak čudovit planet, kot je Zemlja. In sanje in želje so sveti gral tega. Kar pa se zgodi je, dokler imaš ti osebne sanje pa želje, že tako kakšni ljudje radi vplivajo na to, ti probajo sugerirati, ti probajo reči, da tebi to ne bo ratalo, to se pa ne dela in tako dalje, razumeš? No, znotraj tega, torej znotraj tvojega pogona, torej ti imaš svoje osebno manifestacijsko polje, svojo osebno tarčo, svoj osebni fokus, ok? Potem pa, kar je treba pa paziti, pa je, kljub temu, da imamo osebno manifestacijsko polje, zakaj nas je pa toliko na planetu Zemlja? Zato, ker en drugemu pri tem pomagamo, ker mi smo vsi pozabili, okay? In vsi imamo to svetlobno amnezijo in mi z pomočjo izkušnjami in vse zadnje tudi testiranje in tako dalje, razumeš, en drugega želimo spomniti na to in si pomagamo in se iniciiramo in se aktiviramo, karkoli že počnemo. Potem pa, in to je super, in to je vse v tvojem osebnem polju. Potem pa moraš vedeti, da smo pa tudi mi vsi del nečesa večjega, kolektivnega in dostikrat tudi sistemskega, a ne? Kjer dostikrat pač neki točno določeni igralci postavijo neke manifestacijske kode, katere potem servirajo kot informacijo vsem ostalim članom v njihovih osebnih manifestacijskih poljih. In če je Bog ne daj taka
hipotetično bom zdaj govorila, ok? Če pride Bog na dej kakšna negativna informacija ven, kaj če bo kakšna vojna, kaj če bo to slabo za nas, kaj če se države oborožujejo, kaj če bo možnost ne vem česa, kaj če smo v nevarnosti, kaj če bo za to gospodarstvo padlo, ker naenkrat imamo mi vse te člane, ki so v osebnem manifestacijskem polju, ki začnejo gledati izven svojih sanj pa želja, ampak začnejo gledati kolektivno dogajanje, za katerega se zdi, da bo imelo negativen vpliv tudi na tvoje manifestacijsko polje. In takrat se začneš bati za eksistenco in osnovne stvari in takrat tvoje sanje pa želje, ne da se ugasnejo, ampak začnejo tlet, namesto da bi gorele. Kadar imamo po svetu naporne komunikacije in tako naprej in se umikajo in grejo nazaj in spet novo in se kar pržiga in ljudje se stopajo, razumeš, iz svojih manifestacijskih polj, v bistvu ta kolektivni strah, potem osebna manifestacijska polja popadajo, en za drugim, tom. Tudi če ti ne, se to zagotovo zgodi na širši ravni. Takrat postanejo pogovori težji, nihče se več ne pogovarja o svojih sanjah, o svojih željah in tako dalje, ker naenkrat se pogovarjamo o sistemskih kolektivnih stvarih, na katere ponovadi tak nimamo vpliva, ampak takrat je težava, ker celo kolektivno polje manifestacije in osebnih želja, ki kot matematična formula, ko se to sešteva in multiplicira, bi to mogel žareti in rast, takrat celo kolektivno manifestacijsko polje pade. Razumeš? Ker vpliva tudi na vsakega posameznika osebno in potem gre naprej v njegovo manifestacijsko polje, v njegove odnose in tako dalje. Torej vse skupaj pade. In kadar vidiš, da se to dogaja, recimo, da se je v zadnjem času okrog solsticija to dogajalo, je za tebe izjemnega pomena, da moraš vedeti, da naloga vsakega izmed nas je, da blazno okrepimo manifestacijsko polje. To pomeni takrat, zagrabeš vse, kar obstaja in vse, kar ti je na voljo, ampak moraš vedeti, kaj je tisto, kar je tvoja šibka točka, da se tebi zamaje tvoje osebno manifestacijsko polje. Okay? Nekateri recimo čutijo, da jim energija pade, ker so toliko dovzetni za kolektivo. Taki ljudje morajo paziti na energijsko zaščito. 8.7. imaš pri Michaelu, imaš aktivatorski zaščitnik. Kratko, sladko, pocen, razumeš, delavnico. Nekateri čutijo, da jih je prizadel svet, da ne verjamejo več, da je svet dober, vidijo v svet samo neko temo ali pa ne vem kaj. Ok, pa greš spet pri Michaelu, mislim, da je 10.7., ko te prizadane svet. Nekateri čutijo, kot da oni za sebe ne vidijo več smisel, da so zgubljeni, da čustveno sploh ne poznajo več smeri. Ok, 6.7. duhovni coach. Pa mi smo tebi, razumeš, za karkoli imaš ti problem, smo mi tebi dali rešitev. A veš, kaj mislim? A pa če ugotoviš, da so se ti finance malo zamajale v tem obdobju, ker to se rado zgodi. To se rado zgodi pri teh kolektivnih pacih. Greš pa 5.7. na denarni rejki in tako dalje. Skratka, to je nekaj, kar smo mi postavili v juliju kot nekak SOS, a veš, ko prva pomoč, ko jo imaš v avtu, ko mora avto manifestacije spet speljati naprej, ne. Skratka, vse to in še več se bo dogajalo, veš, eni ljudje pa se rabijo samo umiriti glavo od vse te napetosti, od vseh teh strahov, vseh teh dvomov. 13.7. Teta Kristi ima čisto novo napredni tečaj meditacije, veš, koliko je pa to zen. Za vse une glave, ki so pa uni hrčki klapajo, pa lava ubogi hrček, razumeš, če rabi, da rečeš, sjaši hrček, umir se, napredni tečaj meditacije, o moj Bog, veš, koliko je pa to dober. Ljudje bojo kao mali Buda, ki jim bom ta tečaj dala, upam, da bo pol kaj
delali na splošnem življenju, ki bojo v takem zenu, da štekaš vse to in še več imamo mi za vas. Skratka, ti moraš samo torej v tem obdobju pogledati, kakšno je moje manifestacijsko polje in kateri je najšibkejši člen tega. Samo to, kateri je najšibkejši člen tega. Ko ga najdeš, z nekaterimi stvarimi ne boš imela težave, z drugimi pa ja, ko ga najdeš, se tam opremaš za to, da ti vržeš obliž čez to, razumeš, in zakrpaš svojo manifestacijo. In če bo vsak izmed to naredil in se bomo vrnili v svojo osebno manifestacijsko polje, pa bomo vsi skupaj dvigali frekvenco in potem, razumeš, čim več pozitivne frekvence na planetu, pa se bojo tudi ostali akterji najverjetneje pomirili, zato ker kolektivno en z drugim ful komuniciramo. Ja, pa mi smo ena mehna Slovenija, ne štejemo. O ja, štejemo. Čisto vsak izmed nas šteje, verjem. Tako da to je to, to so navodila in potovanje duše.si je zate prava povezava, kjer si lahko vse to najdeš, a ne?